Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Ajdovskega športnega parka. Gotovo veste, vse pomembne odločitve v slovenskem klubskem nogometu so že sprejete, so za nami. Samo še ena odprta zadeva je ostala, in sicer kdo bo 10. prvoligaš v prihodnji sezoni. Ali Ajdovsko Primorje, ki je seveda med elito igralo že to in tudi preteklo sezono, ali pa Nafta, ki je predlani izpadla. Aleks Pihler nazaj do Pirtovška, pa potem Stankovič. Stankovič dolgo podajo, išče Marošo, Maroša je sprejel žogo, še vedno Amadej Maroša, Maroša ima priložnost in gol! 1-0 za Nafto, toda Šmajec se je oglasil, dvignjena zastavica stranskega sodnika, očitno je šlo za ofsajd. Stankovič, Luka Pihler, Kambič. Kambič v prodoru, Kambič gre v kazenski prostor, toda potem ga je vendarle uspešno ustavil Strajnar, pa storil napako. Josip Marinič. Luka Pihler s predložkom, Klemenčič v zadnjem trenutku pred Marošo, ki pa je bil ponovno v ofsajdu. Pa napaka Lendavčanov, Murillo in Bešir. Petek do Beširja, Jermol, Ficko, Jovanovič, Ficko, Ficko. Tule se zdi, da je imel za trenutek dovolj prostora tudi za strel, pa napaka Baktija, prekrška ni bilo, Kadrič zdaj je poskušal daleč. Pot bo za Primorje. Kapetan Primorja. Kambič zdaj do Maroše, Maroša in Banjak, na pomoč Strajnar. Pa žoga do Luka Pihlerja, Bakti, Maroša strelja, blokira Petek kot za Nafto. Na bližnjo vratnico je šel tale predložek, brez težav za domačo obrambo. In tule je veliko prostora za protinapad, Ficko, Ficko, še vedno Ficko, ki gre sam proti vratom, Ficko in mimo gola, Jon Ficko. Izdatno pomaga kateri od ekip, kar se tule v Ajdovščini seveda, kadar piha burja, kar pogosto zgodi. Dobra kombinacija gostov in tole je zdaj priložnost za Kambiča, Kambič pred vrata Maroša, odložil je Pihler, strelja brani Muhorovič, še enkrat Pihler, pa Kambič samo kot na koncu za Nafto. Pihler, ampak mislim, da je bil že Marošev v ofsajdu, medtem je žogo zapravil Jovanovič. Baktijo je priboril, tule pa je zdaj Aleks Pihler, Maroša, tokrat očitno brez ofsajda, vratnica! Malo je manjkalo, pa bi si domači zdaj zabili avtogol, na koncu je žoga vendarle v rokah Mohoroviča, tule je Petek pomagal Verbič. Mislim, da tudi upravičeno prejel rumeni karton, ampak zdaj priložnost Murillo prečka! Pa odbita žoga do Strajnarja, ki odlaga Zavnik do strela, blokirali so Lendavčani samo kot. Zavnik. Strajnar pred gol. Dobro se je odzval Pirtovšek, odbita žoga pa do Petka. Zavnik znova. Predložek Zavnika, Kadrič, dobro, Haris Kadrič, čeprav je bil v težkem položaju, je nastavil glavo. Zdaj pa bo Zavnik lahko izvedel udarec iz kota. Napit Zavnik, pa odbita žoga Jovanovič do strela, pa Strajnar zdaj še enkrat Jovanovič, Kadrič je sprožil z igro, Jermol pa Ficko, Jovanovič. Še vedno Sandro Jovanovič, Jermol,
Jermol, Murillo, pred vrati je Kadrić, lovi Erjavšek. Iz igre Jovanović, Murillo in Banjak, na igrišče pa Fogec, Bamej in Rafiju. Jermol, to je bil zanimiv poskus, to da žoga po sredini vrat, točno v naročje Erjavška. Josip Marinić bo izvajalec. Josip Marinić, ni bilo tamle najboljše posredovanje, to vse odprto. Mislim, da sem danes v prvem polčasu enkrat dejal, da bo povratna tekma v soboto, kar seveda ni res, v nedeljo ob 17. Sledi povratni obračun v Lendavi, Strajnar in ostaja 0:0. No, pa bi se lahko uresničilo komentatorsko prokletstvo, ko sem že skoraj da proglasil tole tekmo. Naslednji borbi. Definitivno precej boljši drugi polčas z vaše strani, ustvarili ste si precej obetavnih položajev. Kaj je morda še zmanjkalo za gol? Ja, jaz mislim, da je po moji oceni manjkal gol. Imeli smo 3-4 lepe situacije, lepe priložnosti prečko, ampak v redu je še ena tekma. Želeli smo si zmagati, moramo biti še bolj hrabri, preveč, bom rekel, v nekih trenutkih straha, slabega razporeda, ampak dajmo reči, držali smo nulo, bi pa po priložnostih si sigurno zaslužili, da danes tekmo zmagamo. Najbrž pa ste zaradi te igre v drugem polčasu bolj optimistični, ker na nekaterih tekmah jasno ni steklo tako gladko kot danes v drugem polčasu. Ja, res je. Res, da je v drugem delu prvega polčasa začelo kar precej pihati in smo igrali proti vetru, smo imeli tu še dodatne težave. Kljub temu smo si v prvem polčasu preko Fickota in Kadrića priigrali 2 priložnosti. Nafta praktično v celi tekmi so imeli mogoče malo več posesti, ampak nekih večjih priložnosti se ne spomnim, da bi si ustvarili. Tako da moramo iz tega izhajati, bo pa treba sigurno doseči zadetek. Hvala in srečno v Lendavi. Pirtovšek, zagotovo težka tekma, iztržili ste remi, nekako se po govorici telesa zdi, da ste z njim precej zadovoljni. Pa ja, mislim, pričakovali smo težko tekmo, vemo, da je Primorje dobra ekipa, ampak mislim, da smo bili danes boljši nasprotnik, imeli smo neko kontrolo, sicer ni bilo pravih priložnosti, ampak ja, zadovoljni smo z remijem, ampak drugo tekmo pa seveda želimo zmagati. Verjetno lahko rečeva kar, da je pred vami najpomembnejša tekma v sezoni, jasno v nedeljo v Lendavi. Kakšno sporočilo za navijače? Absolutno. Naprošam vse navijače naše, da nas pride podpreti in verjamem, da se bomo v nedeljo skupaj veselili uvrstitve v prvo ligo. Hvala, Rok, in srečno. Morda je Rok Pirtovšek malo prej presenetil z izjavo, da je bila Nafta nekoliko boljša. Verjamem, da se ne strinjate z njim. Ja, jaz mislim, da smo bili mi boljši, smo danes to pokazali tle doma pred navijači. Vsak ima pravico do svojega mnenja, ampak mislim, da smo bili mi dosti boljši, imeli smo več šans. Spod drugi polčas bilo na naši strani vse šanse, tako da mislim, da bi danes mi zaslužili tudi kaj več. Če se dotakneva drugega dela, je bil to najboljši polčas Primorja v zadnjih mesecih? Mislim, da res, zdaj, ko smo v krizi, vidimo, da ko damo srce na igrišče, da smo res prava ekipa in s to mentaliteto gremo v Lendavo, da prva liga ostane v Ajdovščini. Hvala in srečno. You were very solid in the first, maybe not so attacking active in the second half. Your views, who was better today? Yeah, in the first half we had some chances to get the lead, but in the second half little details and also the wind which coming in front of us, it was a little bit harder to play, but at all I have to congratulate the team. This is the reaction what I expected after the Friday game. We showed the character, we showed that we never give up. And we played a very, very good game, and we have a very good chance to promote in the second. Before the game you claimed that your team has more quality. Are you optimistic that you will show that and prove that in Lendava? Yeah, absolutely. It will be a different game. We will play at home in front of our fans.
So I have no doubt about it. I think we proved it because it was us who played, who did the build-up, who went behind them, especially in the first half. And in the second half, it was much more physical. So we cannot talk about the same football in the second half because of the weather. Of course, in that part of the game, it helped a lot to Primoria to dominate us. There was a lot of long ball, second balls, what you had to control. But I think they had only this crossbar when Murillo shot. I don't remember any other big chances, so we controlled it really well. We can improve for the second game because we saw how we can win this game. If we can improve in some little details, we will do the promotion. Thank you very much and good luck on Sunday.